Ja, živijo, kje ste moje zelene pošasti, alienske, Alenka Trogarlič z vami, ali pa alien mama, kakor želite. Dobrodošli v nov true crime video, nov scary video. Danes bomo govorili o enem primeru, resničnemu, ki se je zgodil v bližini Sloveniji. Zgodil se je na Bavarskem, v Nemčiji, tako da večina od nas je tam že bila, vsi ga poznamo potem v Schwarzwaldgradu, ne vem, kot da hek se to že izgovori. Šolo smo tja hodili ponavadi, ful lepa deželca, lep okrožje. In ja, zanimivo mi je tudi, da prvič slišim za ta primer. Brutalno je bilo umorjenih 6 ljudi, v bistvu družina, plus služkinja. Torej, na majhni bavarski kmetiji je bil umorjen Andreas Gruber. To mi spet mečkan tako hecno, ker ne poznam veliko priimkov nemških, avstrijskih, kakorkoli, in pa imamo tega Gruberja, ki je isto kot gorski zdravnik. Takrat je bila umorjena tudi njegova žena, ona da so bile že precej v letih, potem sta imela pa še hčerko, ki je imela pa tudi svoje otroke, in vsi oni so bili umorjeni. Primer se dogaja leta 1922, je pa mečkan odstop od naših tipičnih true crimeov, ker sem se navadila, da vam je zelo pomembno, da so rešeni. Ta uradno ni rešen, obstaja pa ena razlaga, ki vam bo verjetno dala neko zadoščenje, da boste rekli I connect with it, kot je mogoče mislili ali pa se strinjali nekako z mano, da to zna biti rešitev, oziroma strinjali skoraj z večino, ki raziskvala ta primer. Ni pa dokazano, ni zapečateno, ni rešeno. V skednju so našli truple 4 članov družine Gruber, ki so bili do smrti pretepeni z motikom. V hiši so v ločenih spalnicah našli trupla družinske služkinje in najmlajšega otroka. Detektivi domnevajo tudi to, da je morilc v tej hiši ostal 3 do 4 dni in noter živel, medtem so bila tam trupla teh ljudi. Potem je ta primer tudi nekako znan. Pa da ne bo predolg, Alenka. Ja. Še tole vam moram prej predstaviti. Tega zdaj nočeš preskočiti, sploh če si punca. Ker svet užitka me je ta mesec s tem izdelkom resno navdušil. Res? Zakaj? A veš, ko ponovadi vibrator opravljaš, ga moraš sam držati, premikati, gumbe pritiskati, nekako izgubil feeling, da itak imaš samo vso kontrolo in ni toliko zanimiv. No, s temu sem jaz lahko sam vse 4 dala od sebe in je vse naredil sama, štekaš. Če moram ugibati, zakaj, bi rekla, da zaradi tega giba, ki se tala ukvarja z G-točko, ta pa itak to dela. Drugače pa itak 40 nastavitev, vodoodporanje, 2 ure drži konstantno, ampak po zaslugi tega giba come here pač dela čudeže. Čist vse, kar si lahko zamisliš, in za vse te stvari ti pride prav koda Alenka 10 ali pa Alenka 5 in hvala vsakmu posebej, ki ste kadarkoli uporabili. Zdaj pa gremo na ta primer in oprosti mi, če bom mesarila besedo Hinterkaifeck. Hinterkaifeck je ta domačija. Prav tamle imam plonk listek, da ne bom vsakič čisto narobe rekla. Domačija Hinterkaifeck je bila zgrajena leta 1983 in od nekdaj v lasti družine Gruber. Glede na München leži nekih 43 mil severno. Je bila pa to tipična patriarhalna družina. Glava te družine je bil Andreas Gruber, ki sem ga že prej omenjala. On je bil star 63 let, njegova žena v bistvu bila pa stara 72 let in ime je bilo Cecilia. Njuna hčerka je bila 35-letna Viktorija Gabriel. Gabriel zaradi tega, ker je bila tudi ona že vmes poročena, ampak na tej točki tudi odovela, tako da jo bomo klicali samo Viktorija. Viktorija je imela pa potem tudi hčerko Cecilijo, ki je bila stara nekih 14 let, in pa še sinčka 2-letnega Josefa. Tukaj, če bom najla in dodala to sliko družinskega drevesa, vidite samo, da se Josef ne poveže direktno z možem od Viktorije. Torej, na nek način ne vemo, od koga za zihar je Josef bil, ampak baje ni bil od tega njenega moža, ker je bil pokojen v prvi svetovni vojni. Bomo pa kasneje mečkaj razglabljali več o tem, kdo je bil pravzaprav oče 2-letnega Josefa. Jaz, kakor sem gledala video od tega primera, oziroma sem jih na hit preletela, noben ne omenja tega krutega dejstva, da pač ta Andreas Gruber kot glava družine ni bil najbolj simpatičen dečko. On je bil za resno agresivc, kolerik in je bil grozen do svoje družine, grozen je bil do sosedov, grozen je bil do vsakega, s komur je delal, res ni bil prijeten, oziroma bil je scary, vsi so se ga bali, bil je agresiven, grdo je delal z ženo, grdo je delal z otroki in najbolj grozna stvar, ki krož o njemu, je to, da je pravzaprav posilil tudi svojo lastno hčer, torej Viktorijo, in govori se tudi, da je 50-50 chance, da je bil otrok, torej Josef, njegov otrok. Rečeno je tudi, da je bil 1 leto zaradi tega v zaporu in da so vsi vedeli za to, da se je zgodil, in je bil res bizaren primer, da so bili čudna družina, oddballs, toliko so bili umaknjeni nekaj pol milje od glavnega prvega mesta, ki je bil tam zraven, oziroma vasice, da so bili čisto zase nekako odmaknjeni in vsi so jih imeli pač za čudne. On je ljudi tudi znal napasti z nevarnimi predmeti, kot so kosa,
vile ali pa puška. Še ena stvar, ne vem, a se je to govoril, a je res, jaz sem samo v članku prebrala, kot da je to dejstvo, nisem ziher, ampak da je eno izmed svojih hčerk, torej ne Viktorijo, ampak eno drugo, zapiral v klet kot kazen in to pozim, toliko časa, da je ona tam gladko zmrznila in umrla. Nisem ziher, ampak tudi če je bil samo nasilen in agresiven, je dosti, da ga ne maramo. Marca 1922 se v tej domačiji Hintak Haifek začne dogajati ko množica res nenavadnih dogodkov in zaradi tega tudi ta primer, kdaj kdo obravnava kot ne samo nek umor, ki ga lahko razložim, ampak mogoče tudi nekaj nadnaravnega, nekaj, ker so bile čudne sile zraven vpletene. Zaradi tega, ker marca 1922 je tudi njuna služkinja dala odpoved iz točno teh razlogov, da je njo strah, da je trdila, da straši, da je rekla, da se dogaja paranormalne stvari, slišala je v dejanskih zidovih in na podstrešju zvoke, trkanje v pitje, bila je prepričana, da je tle nekaj zelo fucked up in izključno zaradi tega je ona dala odpoved. Tako da nekaj nenavadnega je bilo, ampak to še ni vse. Isto tega marca je Andreas, torej ta glava družine, je v lastni hiši v delu, kjer so živeli, naletel na časopis in ta časopis ni bil časopis, na katerega bi bili oni naročeni in časopis v teh časih ni kar pojavil, ni ga poštar prinesel v vsaki hiši, poštar ga je prinesel samo tistim, ki so bili očitno naročeni. Poštar kot prvo ni mogel priti kar noter, ni ga izročil nobenemu od družinskih članov, ampak časopis je kar pojavil. Gruber oziroma Andreas je takrat paniko nagnal oziroma je hotel vedeti, odkje časopis prišel, ker je hotel imeti vse pod kontrolo in je šel do sosedov in je spraševal, če oni kaj vejo, odkje to prišlo. In noben niti v okolici ni bil naročen na ta časopis. Potem je vprašal direktno poštarja, odkje da je ta časopis in zakaj jim ga je dostavil. In je poštar rekel, nisem ga dostavil, niti to ni sploh vrsta časopisa, ki sem ga jaz kadarkoli dostavljal. In tle se res porabimo vprašanje, odkje da je ta časopis prišel. Pač ni toliko, ni normalno, spravo, nekdo je mogel biti v hiši in ga prinesti, ali pa je pač paranormalno. Zdaj sta še dve stvari. Ena stvar je, da so zginili družinski ključi. S tem ne mislim, da ima vsak svoje, tako kot danes, ali pa na prstenu tist, takrat so imeli ene velike ključe vsi, ker itak ima gazda to, I guess, spet on, in ti ključi so zginili in to je panika, ker kdorkoli že ima lahko udre, lahko jim kaj pokrade, lahko jim škoduje. Ker oni so imeli že serijo vlomov prej, ker ljudje so vedeli, da imajo družinsko premoženje in so bili kar ogroženi, tako da to, da so ključi zginili, ful je bilo dobro. In potem še ena stvar, ki je bila pa res huge red flag in je tudi zaradi tega paniko nagnala ta služkinja. Stopinje so po snegu vodile, torej marca, sneg je bil v njihovo mehanično sobo, oziroma tam so neki stroji. Bom tukaj dala sliko, da si to hišo predstavljate, kako je vse to nekako izgledalo, kako je bilo povezano med sabo, ker te prostori nekako tvorijo isti velik prostor, ampak so ločeni. In te stopinje so vodile v mehanično delavnico. Jaz sem si mislila, koga briga, mislim, veliko stopinje, verjetno tam vsi skozi hodijo gor pa dol, ampak očitno so bili te edini. In mislim, da je služkinja to povedala Gruberju, ki se je ustrašila in on je šel potem ful preverjati in tudi preveril je vse do zadnje točke hiše na podstrešju, povsod je gledal in iskal in ni najdel nič in nikogar in nič sumljivega, ampak te stopinje so vodile samo noter in nikakor ne ven. Torej, karkoli je že bilo, je takrat prišlo verjeten in nikoli ni odšlo. Scary. Strah je bil tudi zaradi tega, ker so stopinje vodile do polomljene ključavnice, torej nekdo je oddrl. Šel je pa preverjati na podstrešju tudi zaradi tega, ker so na podstrešju slišali korake. To so jih pa slišali vsi člani, takrat ne samo služkinja, ampak scary, ker pač tam gor ni bilo nič. Pregledal je vse v nulo, ali pa ga je bilo toliko strah, ko resnici ni pogledal vse v nulo. Še ena stvar se je zgodila, ki je prišla na plano prek otrok. Torej, ta mala Kacilija, sem rekla, da je stara, mislim, da 13 ali 14, hodila je normalno v šolo in en izmed njenih sošolcev je razširil novico, da se je takrat še ena zelo čudna stvar zgodila in sicer njena mami, Viktorija, naj bi enega dneva se doma sprli pri Gruberjevih in naj bi šla v gozd. In najdel so jo šele naslednji dan v gozdovih, skrito, v glavnem čisto posrano, pretepeno. In to je verjetno ena izmed teh stvari, ki je naredil Andreas, da je jo prepudil, ker je bila prestrašena, zlorabljena in tako naprej. Torej doma je bila tudi štala med njimi. Zdaj, če damo to na časovnico, Viktorija je ušla v gozd 30. marca 1922. Zdaj smo pa petek 31. marca 1922, je pa ta usodni
isti dan, ko se zgodijo umori. Še ena nenavadna stvar, res se čudne stvari dogajajo in ta isti dan, 31. marca, je na to kmetijo prispela nova služkinja. Te služkinje je bilo ime Marija in jo je pospremila njena sestra sem. To, da je bi bila safe, da je vse v redu, v tem snegu in tako. In ko je ta njena sestra šla, je bila po vsej verjetnosti tudi zadnja oseba, ki je družino Gruber videla še živo. Kako so se zgodili umori? Najbolj značilno za te umore je bilo to, da so po vsej verjetnosti, kdorkoli je že bil morilec, eden ali dva ali več ljudi, so po vsej verjetnosti enega in po enega probali zvabiti v skedenj. Še danes ne vemo kako, zato ker večina trupel je bilo v skednju. Edino, da se je potem razbrali, kako bi lahko morilci jih ubili, je res eden pa po eden, ker drugače nekako dokazovno ne gre čez. Morilec ali morilci so uporabili motiko. Ne tako tisto tanko imamo ponoviti v Sloveniji, pa tisto malo večjo, ki skoraj med krampom pa motiko, ali ne vem kako naj rečem, tako bolj mesnato. Ta motika je tudi pripadala prav tej družini, bila je njihova, pravzaprav jo je izdelal posebej Gruber, Andreas Gruber sam, tudi je bila namenjena temu tolčenju živine, v bistvu, da jih na hitro ubiješ, ker naredi ful hude poškodbe na možganih. Storilec oziroma morilec je nato odšel v bivalne prostore in z istim morilskim orožjem je potem napadel in ubil tudi mladega Josefa, ki je takrat spal v svoji košari, v svoji zibki, tista starinska zibka na kolesih je bila, in v istem prostoru na tleh je bila umorjena tudi ta služkinja Marija pod divanom. Oba sta bila tako na hiter površno pogrnjena z neko dekco. Ampak vsa ta trupla, tista 4, ki so bila v skednju, in te 2, ki sta bila v sobi, niso odkrili potem še 4 dni. Zdaj bomo šli pa čez ta potek, kako da jih niso prej najdali. Zdaj je 1. april, torej naslednji dan po teh grozljivih umorih, sta pa prišla 2 prodajalca kave, takrat se je to tako prodajalo, da sta prišla, potrkala, spraševala, če kdo kaj rab, in ponovadi so oni tam bili stranke in so vzeli to kavo. Tokrat ni bilo odgovora, noben se ni oglasil, ko sta trkala, ni bilo nič niso videla, nič se ni dogajalo, rekla sta, ok, kmetija je prazna. Sta pa opazila eno čudno stvar, in sicer tam, ko je bila strojnica, kot sem rekla, ko je bila ključavnica te dni razbita, so bila vrata odprta, torej nekdo ni zaprl vrat, nisa pa ful razmišljala o tem. Je bilo pa čudno, ker ponovadi so bili oni doma, če so bili zmenjeni, da bo kavo prevzeli, ne bi jo prevzeli. Naslednja stvar, ki je postala nenavadna, je valjda, da otrok manjka v šoli, torej mlada Cecilija ni bila v šoli in to so zvedeli sošolci in učitelji in ona ni imela tega upravičenega strani staršev, torej je bilo nenavadno. Naslednji obisk se je zgodil bil 4. aprila šele. 4. aprila je prišel mehanik nekega stroja tja in on je imel samo plan popraviti ten stroj in do tega stroja je lahko dostopal, brez da ima vhod v hišo ali pa brez da je kdorkoli doma. Kako se meni cute vinske mušice zaletavajo tule v luči, sploh ne vem, kje sem jih dobila. In on je iskal in trkal in klical in nič ni bilo, ampak se je vseeno odločil popraviti tisti stroj. Popravljal ga je 4 ure in pol. Vmes je govoril, da je slišal živino, ki se dere, psa, ki zavija in laja, in to je to. In bilo mu je nenavadno, pa če nobenega ni, če se živali tako oglašajo in pes je doma in vse, ampak preprosto je popravil in šel. Ampak mu je bilo pa lih tako čuden, da je začel to besedo širiti, da je začel govoriti, da nekaj je čuden, da nekaj ne štima na kmetiji in da nobenega ni bilo. In ta beseda je prišla do sosedne kmetije, na kateri je živel Lorenz. Ta Lorenz bo v tej točki naprej precej pomemben, tako da si zapomnite ta ime. Torej Lorenz je v bistvu najbližja kmetija Hinterkaifeku. Jezus, res imam probleme s tem. Lorenz je torej slišal, da nekaj mogoče ne štima in je svoja 2 zelo mlada sinova poslal tja na ogled. Je rekel, daj pejta vidva pogledat. To bo kasneje za zgodbo spet pomembno, ampak zdaj ne moram nič razkriti. In sta šla, ampak te 2 sinova nista ful brskala po kmetiji, sta preprosto sam potrkala, videla, da nič ni, se obrnila in šla nazaj dam do Lorenza in sta rekla, oči, nič ni in to je to. Ampak Lorenz je takrat si mislil, da to res nima več smisla, da jih več ur nazaj ni bilo in da jih še vedno ni, pač bilo je nenavadno. Ljudje so bili takrat doma in doma so delali, zakaj bi kar celotna familija 6-7 ljudi kar šla. In Lorenzo se je odločil, da je čas, da gre on to preveriti, vzel je 2 kolega in so šli tja. Videli so spet tista odprta / razbita vrata od strojnice, šli so čez strojnico, potem prideš v skedenj in takoj, ko stopiš v skedenj, še ne vidiš točno, kaj se je zgodilo, niso takoj videli trupel, ampak pri naslednjih korakih, ki greš bolj levo, so se pa že videla trupla. V bistvu so tako na pol odkrita gledala ven iz senu. 3 moški so stopili v hlev. V hlevu so našli truplo Andreasa Gruberja, njegove žene Cecilije Gruber,
njegove hčerke Viktorije in pa potem hčerke od Viktorije, Cecilije, pač isti ime imata. Lorenz je potem sam odkorakal naprej proti hišnemu delu, tam, kjer so dejansko bivali, in je našel še trupla mladega Josefa in sobarice Marije. To bo pomembno za naprej, ampak gremo zdaj na to, kako je potekala preiskava primera. Začeten problem je bil, da ne samo, da so bila trupla nekako dotaknjena, premaknjena, trupla je nekdo premikal na eni točki, če že ne Lorenz, pa tisti, ki je dejansko živel v tej hiši 3 do 4 dni. To je ena izmed najbolj crazy delov tega primera. Ena izmed stvari, da je na to nakazovala, je bilo to, da v koledarju so bili listi premaknjeni naprej, oziroma ne do konca, do 4. aprila, ampak do 1. aprila, medtem ko 31. marec je dejansko manjkal, je bil odtrgan. Torej, nekdo je obviously to naredil po umorih. Obdukcija je bila dejansko opravljena prav tam v Skednu, na mestu zločina. Ugotovljeno je bilo, da je najverjetneje morilsko orožje ta motika, vrsta kmetijskega orodja v obliki krampa z obokanim rezilom v obliki tesla in robom dleta, ki je služil kot konica glave. Starejši Cecilij Gruber, torej tej babici / mami, je bilo ugotovljeno, da ima 8 lukenj od te motike na desni strani glave, medtem ko jih je imela hčerka Viktorija na desni strani isto 9. Jaz zdaj sklepam, če je vse na desni strani, da je model mogel biti levičar, če tako tolku. A sprav to jaz razmišljam, sploh ne bi smela to razmišljati, ne? Na vratu od Viktorije so bile tudi sledi davljenja. Mlada Cecilija je imela pa tudi eno luknjo od motike na desni strani obraza. S tem, da ta mlajša Cecilija, torej vnukinja od Andreasa, je imela res najbolj bizarne poškodbe. Ne samo, da je imela bizarne poškodbe, bila je tudi spodnji del telesa imela slečen, ker vemo, na kaj nakazuje, ampak bomo poj debatirali o tem. Imela je pa tudi prerezan vrat, utrpela je tudi zlomljeno čeljust, ker je morilec uporabil železen trak. Ta železen trak so kasneje našli skritega na seniku, da bi jo utišal. Pač to so mogle biti neke bolečine in muke in tudi na koncu je prerezal vrat. Kar je res heartbreaking, zdaj sploh ne poslušati, če ste ful občutljivi. Ampak po vsej verjetnosti je ta mlajša Cecilija umirala več ur, verjetno, in res trpela, ker je sama sebi pula šope las. Sploh ne vem, nočem si predstavljati, v glavnem ni imela hitre in okej smrti. Andreas Gruber, glava družine, je imel pa bistveno različne poškodbe in način smrti od drugih članov družine. Zelo nenavadno. Ugotovili so, da je on umrl, oziroma da ga je ubil padec na oster predmet. V tem primeru je bila to konica težkega krampa, ki so ga našli skritega v koritu za krmo. Ta rama je njemu pravzaprav pretrgala neko arterijo, ki je tle, ne vem točno kjera, in je tudi hitro verjetno izkrvavel do smrti, medtem ko je imel pa tudi na desni strani lica tako ful štrleč, čisto razparjeno lico. Nekdo ga je tudi tle neki na polno rano. Je bila to edina poškodba na njemu. Morilec je ful nenavadno trupla delno skril, kot sem že prej rekla, ena je kar mečkan na pol po grnu, una je tam mečkan senem zasut, tako res čuden na pol, sploh ne kaj je hotel doseči. Ena je tudi spravil pod lesena vrata. Služkinja Marija je imela prav tako na desni strani obraza poškodbe. Josef, ta najmlajši 2-letni fantek, je potrpel zaradi enega samega udarca v glavo. Crazy pri tem primeru je tudi, da so prav samo lobanje teh ljudi dali preč, odstranili pač glave in jih poslali v München, da so jih tam naprej raziskovali. Čeprav so tukaj že ugibali, kakšno naj bi izgledalo to morilsko orožje, pa ga niso našli v celi hiši, ne glede na to, koliko so ga preiskovali prostore. Našli so ga še ful kasneje, ko so dejansko šli rušiti potem to domačijo in so našli morilsko orožje v bistvu na podstrešju. Zdaj pa pridemo do zaslišanja očividcev, ki bi lahko karkoli vedeli, karkoli pomagali, karkoli videli. Najprej se je oglasil kmet in mesar, ki je rekel, da je 1. aprila ob 3. uri zjutraj, po mojem ni že tako pozen spat, ampak je tako zgodaj vstal, sklepam, je tam bliz te kmetije pri gozdu videl dve postavi, ki sta na hitro njega tudi videle in se obrnile in šle. Njih pa videl brez, kot da ni mogel kaj več pomagati, in tako realno je pač čista tema ob 3. zjutraj, sploh pozim, tako da ni mogel kaj dosti pomagati, je pa sklepal, da bi to lahko bila morilca. Tudi kar se tiče tega celega zločina, so zelo dolgo sklepali, da bi mogel biti skoraj ziher domnevan rop. Ampak dejstvo, da je nekdo v tej hiši ostal 3-4 dni s temi trupli in da je denar ostal v hiši, čeprav ni bil težko dostopen, ta denar bi zelo lahko hitro nekdo eden dobil, ker ga niso dolgo iskali, policisti predvidevam, tako da tudi to nekako padlo v vodo. Naslednja stvar, zaradi katere so ugibali, da je nekdo živel noter toliko časa, je bil en obrtnik, ki je šel mimo te domačije in je jasno videl, da se kadi ven, torej nekdo je kuril, ampak to je valjda normalno za tako hišo. Se je pa zapomnil to samo zaradi tega, ker mu je ful smrdel in je rekel, da mu je bil von nekako po
zažganih oblačilih. Torej, ne da bi rekel, ne vem, po truplih ali pa kaj tacga, ampak bolj po nečem, ki ponovadi se ne žge. Zakaj so še sklepali, da je nekdo tam živel? Ker je nekdo dejansko nakrmil živino, torej pobil je ljudi, ampak je nakrmil živino. Porabil je celotno zalogo kruha iz kuhinje in pa tudi nedavno je rezal meso iz hrambe, tako da res weird. Ko so preiskovali Senik, videli se je, da so bili strešniki odstranjeni z razlogom, da je imel dober razgled dol, če je slučajno prišel kdo raziskovati, šnofat ali pa če bi policija prišla. In druga stvar je bila tudi to, da je imel vrvi navezane tako dol, da če bi kdo prišel, bi se zelo na hitro s temi vrvmi, ki so bile na večjih koncih, bi se lahko spustil dol in zbežal. In še ena stvar je, da so bili tam njegovi iztrebki, tako pokakal se je tudi na Seniku. In še ena stvar so bili ostanki njega mesa, ki ga je jedel. Kakor vem, širijo tudi govorice, da je mogoče ta oseba tle živela mesece in mesece, oziroma res dolg časa, ampak ne vem, jaz, ker sem brala v člankih, je, da je živel 3-4 dni. Pa še preprogo je imel položeno z razlogom, da če se začne tam premikati, če pride na Senik, recimo policija in on še ni pobegnil, da če se premika, bo bolj tiho, kakor če bi se po deskah direktno ali pa po ne vem čem. Dolg časa pred tem primeru je bilo verjetno tudi strani policije, da so eden pa po en od teh članov družine Gruber šli v hlev zaradi tega, ker so se drle živali in preprosto, da je vsak hotel samo videti, kaj se dogaja, ampak so potem preverjali, da se iz bivalnih prostorov do hleva dejansko ne sliši teh krikov živali oziroma česarkoli ali pa krikov ljudi, pač sploh se ni slišalo, tako da še vedno je ful velika dilema in vprašanje, kako je enega pa po enega spravil v tisti prostor morilc. Glavni osumljenci, eden izmed glavnih, ki sem jaz kuj pomislila in vi ste tudi verjeten, če ste saj mečkar možganov klopali, da bi bil ta bivši mož od Viktorije. Jaz recimo, ko sem to razmišljala, še nisem vedela, da je bila odovela, jaz sem vam to že povedala v bistvu. Je bila odovela, torej on je umrl v prvi svetovni vojni, ampak začela se je širiti govorica, da ni umrl in da je tok jezen in razočaran, da je ona z drugim vmes imela otroka tega tamalga in da si prišel maščevati in vse pobil. Ampak kakorkoli so šli čez to, pač tudi če so eni že 100% verjeli to teorijo, je bilo pač normalno dokazano tam nek smrten list od tega Karla, da pač ne more biti on morilc. Viktorija je spočela in rodila njunega sina Josefa, v moževi odsotnosti, za dečka pa se je govorilo, da je bil plod incesta, razmerja med Viktorijo in njenim očetom Andreasom. Na sodišču je bilo dokumentirano in v vasi znano, da je Andreas posilil svojo hčer, mesto je pa tudi oba obsodilo na incest, za kar je Andreas odsedel 1 leto v zaporu. To sem jaz prebrala, ampak drugi tega nisem slišala in zdaj ne vem, a je to potrjeno ali ne. Zdaj pa pridemo od tega zanimivega delčka, že prej sem vam rekla, zapomnite si Lorenza, to je ta najbližji sosed in on naj bi tudi imel afero z Viktorijo. On je bil tudi ločenec in naj bi se zapletel z Viktorijo zelo hitro po smrti svoje žene. In tukaj je govorica, zato ne vemo, ali je Josef od Andreasa, od glave družine, spočet od incesta ali je od mogoče od Lorenza iz neke romance ali kakorkoli že. Ona dva ne bi se itak zapletla 1918 in tudi takrat, če bi bil Josef dejansko spočet, bi bil lik zdaj star neke 2 leti, tako da it was a match. Na eni točki ne bi Lorenz tudi poovnil to, da je on njemu pripadal, ampak ne bi tudi obstajalo neko rivalstvo med njimi, ker je Andreas želel pač vedeti, da je otrok njegov in istočasno je Lorenz očitno želel, da je otrok njegov, tako da zaradi tega so bili tudi ti razni prepiri in obstaja tudi ta ideja, da zaradi tega je bil ta huge prepir in je Andreas stepil Viktorijo in takrat je ona zbežala v gozd 30. marca 1922, ta drama, ki sem jo prej opisovala. In tle se je začela širiti ideja in je rad to mogoče glavni osumljenec Lorenz zaradi tega, da če otrok je njegov ali pa če ni njegov. Torej, če je njegov, da je takrat kao Viktorija končno zahtevala, da ju podpre denarno in da je bil jezen in da je zato pomoril vso družino, ali pa B, da je zvedel, da je mogoče Andreas oče in je bil jezen in je pomoril vso družino. Glavno, te dve teorije sta. Je pa to tudi zelo pomembno zaradi tega, kot sem rekla, 3 moški so prišli v to hišo in najdel trupla. Od tega je Lorenz potem odkorakal naprej iz hleva po svoje proti hiši in tja noter ni vdrl. Zakaj? Ker je imel ključe. Kaj je tej družini na eni točki zmanjkalo? Ključi. In možno je, da ali mu jih je Viktorija dala kot ljubimcu, da je hodil k njej, ali pa da jih on ukradel iz jeza, da bo pobil družino. Skratka, ne vemo, kaj je res, ni mi jasno, zakaj ga niso vprašali, če je bil osumljenec, ampak ja, imel je ključe. Tako da ta Lorenz je res zanimiv primer.
Znano je tudi, da je ta Lorenz, ko je bil v Gruberjevi hiši, vznemirjal trupla na kraju zločina na način, ki bi lahko ogrozil preiskavo. To pomeni, da ali da je bil čist v šoku in je jokal nad njimi, če je bil vmes njegov sin, ali pa spet, da je hotel prikriti sledi, ko se je le dal, ali pa. Zelo pomembna stvar, manj kot leto dni po teh umorih je bila ta kmetija v celoti zrušena. Ampak leta 1925, torej basically 3 leta potem, je nekdo našel tega Lorenza tam, ki je stal sred nečesar, pred temi ruševinami in je želel kao zakopati ostanke, ne trupel, ampak ostanke teh ljudi. Nekdo ga je videl in to je bil njegov izgovor, ampak potem ni mogel, ker so bila preveč mrzla tla, kao. Ni mogel niti lukenj skopati. Skratka, ali je bil Lorenz kriv ali nedolžen, ali jih je imel rad ali jih je sovražil, ne vemo, ampak skrivnost je odnesel s sabo v grob. Zelo zanimiva so pričanja prejšnje služkinje, tiste, ki je dala odpoved zaradi tega, ker je bila prepričana, da je ta družina oziroma kmetija prekleta. Ona je sumila enega domačina oziroma 2 brata sta bila, ampak predvsem enega domačina, kateri je ves čas pomagal tej družini Gruberjevih spravljati krompir. Posledično je zelo dobro poznal njihovo hišo. Istočasno je bil pa zaljubljen v to bivšo služkinjo oziroma se je hotel z njo poročiti. Ta družina Gruberjevih je pa njej hotela reči, ne tega narediti, on je navaden idiot in večkrat nas je hotel že oropati. In on ne samo, da je hotel njih oropati, ali jih dejansko je, to jaz ne vem, mogoče so hoteli samo preprečiti poroko, ampak je tudi po besedah te služkinje on večkrat izjavil, da ta cela družina mora umreti. Tako da ona osebno je ciljala na njega. Pa tudi on in njegov brat sta se kar kdaj lutala po temu posestvu in sta prišla do njenega okna in sta kar nekaj se razgledovala in tako da te dva sta bila tudi res sumljiva. Potem sta bila pa na tem območju še 2 nepridiprava, to sta bila pa brata Thaler in ona je tudi za njo rekla, da jih je, ne vem, ali slišala ali videla, sta prav spet k njemu oknu prišla. Jaz ne vem, a je ona v redu, ima take nenavadne zgodbice, ne vem, a je zanesljiv vir informacij, ki je tudi verjela, da hiša straši, tako da res ne vem, ampak je rekla, da sta se tam potikala okrog in da sta isto govorila. Ne vem, kaj točno, ampak sta se razgledovala, gledala sta strojnico in kada bi naklepala, kako prideti noter in nekaj slabega narediti, I guess. In ja, obstaja tudi teorija, da je morilc sam Andreas Gruber, torej glava družine. Zakaj? Itak že vemo, da je bil hladnokrven kolerik in je družino pretepal in jim grozil in basically bil obupan. Bi pa tudi lažje razložili, zakaj je človek božji ostal na tej kmetiji 3-4 dni in čisto normalno upravljal svoje opravke, hranil živino, kdo bi to počel in istočasno kar jedel in živel tam, kada nima kam drugam za iti. Počutil se je tako domačga, I guess, da je šel v trgu in listek na koledarju. Ta teorija gre tako, da ne bi on na eni točki tukaj se spravil na Viktorijo, jo pretepal in razbil do smrti, zaradi tega, ker je bil ljubosumen, ker otrok ne bi bil njegov. Pa je Viktorija na eni točki tudi rekla Lorenzu, da rajš vidi, da je otrok od Andreasa, čeprav je incest, ampak samo na ta način jo ne bo pretepal do smrti. Teorija gre naprej tako, da so drugi želeli valjda ustaviti to, kar je počel in je zraven pobil še njih. Rečeno je tudi, da je verjetno želel posiliti tudi, ker itak je to počel, če je to storil že Viktorije, da je želel potem tudi Kasiljo, torej hčerko od Viktorije in spet, ker so ga drugi želeli ustaviti, je ubijal njih. Teorija gre naprej tako, da je želel ostati na kmetiji samo toliko, da bi pokopal trupla, ker je bila še vedno njegova družina, ampak je bila zemlja preveč zmrznjena in avtomatično je obupal in je pač ostal te dni na kmetiji in tam normalno živel. Ko sta prišla dva prodajalca kave, jih je videl, ker je opazoval čez tisti odstranjene strešnike in je takrat tudi šel potem skriti morilska orožja, torej na podstrešje, kot vemo. In rečeno je, da Lorenz, ki je bil pa v tem primeru nekak zaščitnik ali pa ljubimec od Viktorije, je prišel že prej na kmetijo, recimo 1. aprila, in da je videl, kaj se je zgodilo in da je v tem strahu od njega Andreas pobegnil in padel dol na vrat na tisto arterijo, na špiča železen predmet, ali pa ga je pač Lorenz porinil. In takrat, ko se je to zgodilo, recimo da 1. aprila, ker lahko da je šel Lorenz domov, torej na to sosedno kmetijo, je razmišljal, kaj bi naredil, da se otrese krivde in je potem čez 3 dni poslal svoje 2 mlajša sinova, kao pejte počekirati. Itak je že vedel, da ne more biti nič nevarnega, ker so bili vsi mrtvi, lahko bi bili samo otroci traumatizirani, če bi jih najdel. Ko je šel pa potem še on preveriti, je pa vzel 2 kolega za priče, lih zato ni šel sam, je vzel še 2
da sta lahko rekla, ja, on ni ubil starega Gruberja oziroma Andrejasa. Ama to smisel, a dosti jasen razlagam. Mislim, dosti je zapleten, vsa ta imena. En komentar sem najdela na YouTubeu, ki pravi, mislim, da kdorkoli že to družino ubil, je mogel v hiši vedeti veliko več kot mislimo, zato ker te stare hiše so imeli pogosto razne skrivne prehode, pa tudi še čez zidove, kao si se lahko sprehajajo, pač insane. In ja, po dolgem času imamo primer, kjer morate mečkrat mozgat razmišljati in pač povejte, kaj mislite, kaj bi po vaše lahko bilo. Wow, sem en napad kašla, sem imela danes kako lepo. Skratka, povejte, katera teorija se vam zdi najbolj verjetna. Še enkrat vas spomnim na moje kode Alenka 5, Alenka 10 na svetu užitka. Naslednjič pa upam, da na ozadju že tako vsaj mečka neki za globino ali pa ena lučka vzad mi ena fotografinja predlagala, tako da zna biti cute. Dobro, dragi moji Eleni, pišo spod še druge ideje ali pa na Instagram večinoma preberem. Komentirajte, lajkajte, naročite se, bom ful vesela. Se gledamo, I guess, naslednji petek, pridni bote, aj čau, bye.